Nadaljujemo z delom. Upam, da ste se najedli ne preveč, ne premalo, zato da boste lahko budno sledili naslednji točki dnevnega reda, ki je pravzaprav zelo zanimiva za vse nas, in sicer gre za spreminjanje normativov v izobraževanju odraslih. Prosim gospoda Boštjana Zgonca, da začne s predstavitvijo, ki jo bo potem kasneje dopolnila še gospa Nataša Hafner Vojčič iz istega ministrstva. Izvolite. Spoštovane dame in gospodje, drugič se že srečujemo na letnem posvetu izobraževanja odraslih s vprašanji normativov za financiranje. Vidim, da vas je precej ostalo po kosilu, kar pomeni, da vas vprašanja živo zanimajo, kot tudi nas na ministrstvu. Z Natašo Hafner Vojčič, ki je naša notranja ekspertka za zahtevna vprašanja, ko gre za številke, bova poskušala predstaviti gradivo, ki ni dokončno gradivo. Gre za delovno gradivo, ki bi ga radi z vami v ključnih elementih prediskutirali in potem bo šlo šele, ko bo stvar taka, da se nam bo zdela smiselna, jo bomo seveda poslali po normalni proceduri, kar pomeni v javno razpravo, medresorsko usklajevanje, službo vlade za zakonodajo in tako dalje in tako dalje. Kakšno imamo pravno okolje za urejanje financiranja izobraževanja odraslih? Imamo 2 člena v Zakonu o izobraževanju odraslih, ki sta naša pravna podlaga. Imamo člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in imamo nacionalni program, o katerem smo danes precej slišali. To je pravno okolje, ki nam daje podlago, da se tega lotevamo. Da se tega lotevamo, tako kot se lotevamo, imamo nekaj ocen. Prvič, vsi veste, tudi mi vemo na ministrstvu, da veljavni predpisi, ki urejajo financiranje izobraževanja odraslih, se ne izvajajo ali se ne izvajajo v celoti ali se izvajajo delno ne izvajajo ali se izvajajo tako, da se ne ve, kako bo, da je prostor odprt za različne odločitve, tako rekoč iz leta v leto, kar pomeni, da veljavni predpisi niso taki, da bi rekli, pustite pri miru, stvar funkcionira. Spremembe financiranja izobraževanja so se že zgodile na drugih delih sistema. Mi imamo urejen sistem financiranja višjih strokovnih šol, srednjega, poklicnega in strokovnega izobraževanja, gimnazij, osnovne šole in zdaj tu izobraževanje odraslih je v tem procesu kar krepko, bi rekel, zaostalo. Še posebej je, bi rekel, za nas pomembno, da izkušnja lanskega leta, ali pa letošnjega leta še bolj, ko smo nehali natakati v sistem sredstva Evropskega socialnega sklada, so pokazala, kako smo na kar velikih točkah zelo ranljivi, ko smo se zanašali na to, saj imamo evropski denar in tako naprej. Zlasti, če se ena perspektiva ne pretoči v novo perspektivo zvezno, ampak nastane vmes zareza. In to se nam je zgodilo in to je za nas kar pomembna izkušnja, ki nam marsikaj pove. Jaz sem si zapisal iz leta 2009, hranim v računalniku take stvari, kaj so nam napisali Angelika Ivančič, Olga Drofenik in Peter Beltram. Leta 2009 so nam poslali izhodišča za spreminjanje normativno ureditev sistema, med drugim
na prvem mestu tole piše. In tudi mi smo rekli, to je treba upoštevati. Tam je sicer še 10 točk, ki jih ne navajam, ker bi bilo predolgo, ampak prva je tale, da je potrebno enakovredno, enakopravno urediti zadeve v celotnem sistemu, ne pa to urejati na nek drug način, z nekimi drugimi metri, z nekimi drugimi elementi. To se nam je zdelo zelo pomembno. Lahko bi še kakšna druga izhodišča si vzeli, ampak se mi zdi, da je to bilo pač nekaj, kar se nam je zdelo, da nam je stroka že leta 9 povedala in da ni umaknila iz tega svojega stališča. Mi smo seveda normative za financiranje izobraževanja odraslih obravnavali ali obravnavamo v kontekstu tehle 6 pik. Verjamemo, da je treba urediti javno mrežo ljudskih univerz. Danes je o tem govorila dr. Berletova nekoliko bolj sofisticirano, ampak tisti, ki ste želeli, ste to razumeli. Verjamemo, da je treba v situaciji, ko se nekdo spomni, pa pove, kako bo ljudska univerza organizirana, če ima 12, 15, 17 ali kaj koliko zaposlenih, da je smiselno postaviti resne kriterije in pogoje, kako naj bo ljudska univerza organizirana, kdaj je zavod, kdaj je enota zavoda, kako mora biti upravljana in tako dalje. Verjamemo, da imamo pravilnik o vpisu v razvid, ki je doživel različne spremembe iz različnih razlogov, pod različnimi cilji oziroma različnimi utemeljitvami, da je treba ta pravilnik dopolniti, ker je prišlo do izrazitih anomalij, ki so posledica pač nekih, recimo, ohlapnih določb. Imamo navodila za prilagajanja poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslim, ki ga je sicer v osnovi dela skupina ljudi pod vodenjem spoštovanih ljudi iz andragoškega centra, ki je šla v eni točki morda predaleč v preciziranje, kako in kaj, v kakšni točki pa premalo daleč. In je treba ta navodila vzeti v roke, ker navsezadnje so ta navodila ena od tistih elementov, ki jih moramo upoštevati pri financiranju. In pri politiki vpisa smo lani začeli in bomo letos nadaljevali nekako, da tako rečem, neko strategijo, da gledamo to vprašanje celovito. Ni smiselno, da mi vpisujemo v srednje šole s predpostavko, da je treba zmanjšati, ker izobražujemo preveč, potem pa na isti sapi v odraslih vpisujemo 5-krat toliko. Imamo taka področja. Skratka, skupaj je treba gledati in naši partnerji v zbornicah, v drugih ministrstvih se s tem globoko strinjajo. Poklicna koordinacija, ki je bila ustanovljena, je to obravnavala in nam daje pri tem podporo. Gospa magistra Katja Dovžak, naša vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, je o tem tudi govorila na začetku svoje predstavitve. Se pravi, to je nek širši okvir, v katerem pripravljamo mi zdaj nov pravilnik, nov akt, ki bo urejal financiranje izobraževanja odraslih. Mi imamo delovno skupino, bom povedal, kako je, ker smo na začetku v tej delovni skupini sprejeli nekaj, da tako rečem, izhodišč, smo si jih povedali večkrat, pojasnili in tako dalje, da bi želeli narediti sistem, ki bo predvidljiv, da bo jasno naprej, kako je, ne da vsako leto čakamo, da se bo zgodilo ali ne bo zgodilo, da bo transparenten, da bo vsakmu jasno, kako, na čem temelji in da bo stabilen. Da ne bojo nihanja taka, da tisto, kar je gospa Berletova govorila, da rabimo neko trdno, temeljno jedro
ne, na katerem gradimo potem celotno politiko izobraževanja odraslih, tisto, ki jo država mora financirati, ne, da bi to lahko v resnici imeli. Druga tako izhodišče je bilo, da je treba uporabljati iste izhodiščne vrednosti, kakršne sicer veljajo v celotnem sistemu. To izhaja tudi iz stališča strokovnjakov iz leta 2009. Da moramo upoštevati specifičnost izobraževanja odraslih, ne, če imamo ista izhodišča, še ne pomeni, da bomo pa vso logiko šolanja, ne, ki velja za šolske inštitucije, za šolski tip izobraževanja, da bomo na tej gradili vso zadevo, ker gre vendarle treba upoštevati specifičnost programsko, izvedbeno, organizacijsko, ne, izobraževanja odraslih. Ljudske univerze so ustanovljene, so jih ustanovile lokalne skupnosti. Se pravi, v temelju ostaja izobraževanje odraslih vendarle temeljna skrb lokalne skupnosti. Tako kot ostaja temeljna skrb lokalne skupnosti predšolska vzgoja, kot ostaja temeljna skrb lokalne skupnosti osnovna šola. Čeprav država kar pomembno se vtika, financira in tako dalje, ampak temeljna skrb je vendarle mora biti in ostati na lokalni skupnosti. In treba se je priti do sistema, do jasnega, da so cene primerljive. Mi ne moremo imeti nekega elementa v cenah, recimo svetovanja ali kaj, ki je če se financira iz Evropskega sklada, ima takele cene, če se financira iz Ministrstva za delo takele, če iz šolskega ministrstva pa takele. Skratka, treba je tu imeti nek način primerljive cene. To so bile stvari, o katerih smo si na začetku povedali, pozabili, pa smo si jih potem še večkrat povedali, ne, v delovni skupini, ker smo se vedno znova vračali na ta vprašanja. Delovno skupino je imel minister, dr. Pikalo, da pripravi osnutek. Sestavljena je pa tako, da so v njej sodelavci ministrstva, Zveze ljudskih univerz, Zveze srednjih šol Slovenije, Zveze organizacij zasebnih organizacij in Andragoški center. To je skupina, v skupini ljudje nimajo imperativnega mandata, da bi samo morali vprašati, kaj kdo misli, so pač izbrani po oceni naši kot ljudje, ki imajo izkušnjo, ki poznajo zadeve, ki so kredibilni in ki pa imajo zaledje, ne, kjer lahko preverjajo svoja stališča. Jasno je, da če sedi Tanja Klenovšek v delovni skupini, da zagotovo ne prihaja tja samo kot v svojem imenu, ne, ampak zagotovo ima možnost preveriti stališča na Andragoškem centru, kar je seveda tudi pridno počela. Skupina je začela delati v letu 2013, kot je že povedala magistra Katja Dovžak. Prinašali so člani skupine različne predloge, mnogi so bili vključeni v okolje, v delovni osnutek, nekatera ne. O mnogih vprašanjih smo dosegli soglasje, smo se strinjali, smo se razumeli, verjamemo, da je rešitev ustrezna. O nekaterih vprašanjih soglasja nismo dosegli. In današnji posvet je namenjen temu, da vam to povemo, nič ne skrivamo, povemo, da se o teh in teh vprašanjih delovna skupina takole sestavljena, kot sem jo predstavil, ne, da se na teh vprašanjih mi dosegli soglasja nismo, imamo poglede različne. Tudi vas bomo danes povprašali o tem, kako bi argumentacijo eno, drugo ali tretjo lahko našli, zato da bi seveda lahko potem prišli do stališča, kjer bomo poznali vse argumente. Zdaj, za današnjo razpravo je pač tako, da tam, kjer soglasja ni bilo, je obveljalo stališče sodelavcev ministrstva. To je pač naš privilegij, ne. Ni soglasja. Ni soglasja. Mi verjamemo, da je pomembna sestavina izobraževanja cene, pomembna sestavina cene financiranja pri poklicnem izobraževanju, pri osnovni šoli in tako naprej, usposabljanju, da je pomembna sestavina tisto delo, ki ga morajo izobraževalne organizacije, ki izobražujejo odrasle,
opraviti tisto, ki ga pravzaprav nadomešča kompletno izvajanje programov. Mi programe izvajamo v manjšem obsegu, 50%, 40, 30 in tako dalje, ampak hkrati moramo pa opraviti neko pomembno delo, ki mu skupno besedo rečemo svetovanje. Ko smo začeli to diskusijo, smo imeli razpon naših ocen strokovnih od 8 do 88. Tu smo se gibali. Mnogokrat smo si povedali argumente, mnogokrat smo diskutirali v detajle in tako dalje. In zdaj imamo napisano 18 ur je tisto svetovalno delo, ki pripada na udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje recimo poklicnem izobraževanju, ki jih priznamo za tisto delo, ki ga je treba opraviti. Uvodni pogovor. O tem bo kasneje naša kolegica Nataša podrobneje govorila. Mnenja Andragoškega centra pravi, da je to premalo. Zveza ljudskih univerz pravi, da je to sploh premalo. Mi mislimo, da je to v razmerah, kakršnih smo, zadostno. Vsak ima svoje argumente. Argumenti, zakaj je premalo, je, ko gledamo navodila za prilagajanje, je tam kup stvari naloženih, da jih je treba opraviti, in ko to sešteješ, prideš do številke, ki je zelo visoka. Ampak o tem soglasja ni, o tem bi danes seveda lahko tudi nekaj slišali. In druga točka, kjer soglasja ni, je, da mi verjamemo, da je potrebno vzpostaviti javno mrežo ljudskih univerz kot tisto jedro, na katerem temelji sistem izobraževanja odraslih, da so organizacijske enote za izvajanje izobraževanja odraslih, ki se delujejo v javnih šolskih centrih, v javnih šolah in tako dalje, že vključeni v mrežo in zato jih ne štejemo v mrežo izobraževanja odraslih, ampak so tam vključeni, o tem soglasja ni, ampak mi danes ne diskutiramo o tem, kako bomo mrežo postavili, ker to je diskusija, ki je povezana z spremembo zakona o organizaciji in financiranju in še čem. Ampak če bomo tako mrežo imeli na 100.000 prebivalcev in vsem tistimi elementi, o katerih je Katja govorila dopoldne, mi mislimo, da imamo za vodenje, organizacijo in tako naprej, ter dejavnosti, ki so potrebne za to, da zato bi mi stabilno, predvidljivo in tako dalje financirali 2 strokovna delavca in pol tehničnega delavca, ostali del mora financirati lokalna skupnost. Stališče, tako rečem, stroke je, da je to premalo, da bi morali iti na 4 in na 75, torej ne 0,5, ampak 0,7. Mi verjamemo, da bi bilo sicer lahko tudi kaj idealnega, ampak v razmerah, v katerih živimo, se nam zdi to sprejemljivo ali nekaj, s čimer bi se dalo živeti. Predpostavka seveda je, da je to minimum, ki ga država zagotavlja, da tam imamo človeka, da imamo svetovanje, da imamo osnovo za to, da se dogaja tisto, kar se mora dogajati, da bi se tista humanistična dimenzija, o kateri je govorila državna sekretarka, lahko uresničevala. Mi si želimo, da bi s tem pravilnikom uredili financiranje osnovnošolske izobrazbe za odrasle, osnovne šole, za programe za pridobitev poklicne in srednješolske izobrazbe, ker višješolska je urejena s posebnim predpisom, programih za usposabljanje in izpopolnjevanje na področju splošnega, poklicnega, strokovnega izobraževanja in drugih programov splošnega. Ta dikcija je malo zapletena, gleda, kot da je gostobesedna, ampak želeli smo pokriti vse tisto, kar se sprejema kot javno veljavne programe na tem področju
in dejavnostih potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih. To se nam zdi, da je tisto, kar bi morali v tem pravilniku urediti. Tu je bilo precej diskusije. Na začetku smo želeli, da nekaterih stvari, nekaterih programov ne bi urejali na ta način, češ bolj sodijo v dejavnost kot v programe, zakaj bi pretiravali in regulirali stvari, ki jih regulirati ni treba in tako dalje, ampak na koncu smo, da tako rečem, sprejeli argumentacijo zlasti Andragoškega centra, pa tudi Zveze ljudskih univerz, da bi s pravilnikom uredili tele reči, ki so v tem členu. Glejte, ta člen bom zapisal morda malo drugače, za naše potrebe je vsebina povzeta v tele obliki, tako da ne bi se spuščali v vse napovedne stavke in vse morebitne. Kakšna dikcija bo potem pravno izpiljena, morda kako drugačna, ampak ne vas to ne moti. Tule se jaz ustavim in prepustim besedo Nataši, ki bo za vsakega od teh tule zapisanih alinej pojasnila, kako je stvar zapisana, kako smo do tega prišli, zakaj je tako zapisana, in potem bom pa jaz končal, ko se bo Nataša naveličala. Lep pozdrav udeležencem tudi z moje strani. Kot je že kolega Boštjan povedal, bom zdaj jaz nadaljevala tam, ker je ostal, in sicer bi pokazala, na kak način smo se odločili in kako smo določili cene, da tako rečem, 3 vrst izobraževalnih programov, in sicer v 3 kategorije smo jih razdelili, kot so tudi razvidne, in sicer v programih za pridobitev osnovnošolske izobrazbe, v programih za pridobitev poklicne in srednješolske izobrazbe in v drugih programih usposabljanja in popolnjevanja. Tako smo jih potem v nadaljevanju poimenovali. Zdaj, med elementi za določitev cene izpostavljamo tiste, ki je tudi že kolega Boštjan omenil, da smo se skušali navezati na vertikalo, in sicer mnogi med vami vedo, da se že od leta 2008 na področju srednjega šolstva ta dejavnost financira preko glavarin, se pravi, cena je določena za izvedbo programa na dijaka, isto velja za višje strokovno izobraževanje. Ministrstvo vsako leto s tem v zvezi objavi cenik, kjer so prikazane cene za vse programe, za vsako koledarsko leto posebej. V svojem predpisu, predvsem v metodologiji, pa je določilo ključne elemente za določitev tega, tako rečem, cenika izobraževalnih programov, in sicer metodologijo za določitev financiranja vrednosti posameznih delovnih mest. Pa bi si tole zdajle kar pogledali. Kar je za nas pomembno, ne celotna metodologija, sta pomembna, v bistvu je pomemben strošek dela učitelja, oziroma morda bi bilo bolje, da bi tule napisala strošek dela strokovnega delavca, kajti tudi svetovalni delavec sodi v to kategorijo. Plačni razredi izhajajo iz plačne lestvice, ki jo določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in velja za celotni javni sektor. Skladno z metodologijo, ki sem jo omenila, se za vrednotenje dela strokovnega delavca na 7. stopnji zahtevnosti, tako po starem, če rečemo, oziroma druga bolonjska, je 39. razred. Tole je osnovna plača na mesec v evrih. To je pa skladno z metodologijo letni strošek, letna vrednost stroška dela strokovnega delavca,
in sicer poleg osnovne plače je upoštevano veliko stvari, a ne vse pač, kar je potrebno po naši zakonodaji in kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Med njimi pa izpostavljam te, ki jih mi vsi najbolj poznamo, to je dodatek za delovno dobo za 24 let delovne dobe, kolektivna premija za zavarovanje, potem prispevki delodajalca v višini 16,1%, recimo prevoz in prehrana, ki sta določena tako, da se prevoz pavšalno določi v isti višini kot prehrana, jubilejna nagrada in regres pač kolikor je. Za učitelja praktičnega pouka v programih, kjer se pač to delovno mesto tudi zaseda, se upošteva 36. plačni razred. Jaz sem izpostavila samo ta dva, vemo, da v programih za pridobitev izobrazbe na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja nastopajo tudi laboranti, vendar se mi zdi za današnje potrebe bo tale osnovni prikaz čist zadosti dober. V nadaljevanju bomo še predstavili, da za potrebe ovrednotenja programov osnovne šole in pa programov usposabljanja in izpopolnjevanja na ceno stroška dela strokovnega delavca dodajamo še 16,11% za spremljajočo dejavnost. To je mišljeno pač administrativno-tehnični del, se pravi delovna mesta, ki so tudi potrebna, strošek na teh delovnih mestih, ki so tudi potrebna, da se dejavnost izvede, in pa 17,63% za materialne stroške, skupno je potem 41 tisoč in tako naprej, strošek učitelja letno, ki ga v tem našem izračunu upoštevamo. Zdaj, takoj bi izpostavila tale podatek, 17,63%, ker se je mogoče marsikdo, mogoče tisti, ki prihajajo iz srednjih šol, nad tem vznemiril nad tem podatkom, ker se ve, da v srednjih šolah je recimo ta procent 10 do 12%, ampak v tistem primeru je od cene, tukaj je pa na ceno. Če računamo nazaj, znese tu okrog 13%, kar bom tudi v nadaljevanju še pokazala. Upam, da se vidi. To je pa pač zadeva malček obrnjena, se pravi, izhajamo nazaj. Iz končne cene je razvidno, da je strošek strokovnih delavcev letno v ceni 74%, strošek spremljajočih delovnih mest 12% in materialni stroški v višini 13%. V nobeno od teh cen pa ni vključen strošek vodstvenega delavca, svetovalnega dela in pa knjižničarja. To tako za začetek o teh elementih, pa se bomo na to še vrnili. Poleg tega pa je potrebno, poleg cenika za delovna mesta, pa je potrebno določiti tudi nek normativ za obseg dela. Tu smo si tudi pomagali z normativi, ki veljajo na področju srednjega šolstva, vendar v zelo, zelo mali meri, in sicer v temlem delu, da se delovna mesta v ceni upoštevajo v celoti, če bi bilo 520 udeležencev izobraževanja, kot je tudi sicer normativ za sistemizacijo v srednjih šolah. Smo pa spremenili, povišali, da tako rečem, obveznost izvajanja neposrednega izobraževalnega dela v izobraževanju odraslih, in sicer na 880 ur letno,
pri praktičnem pouku, pri učiteljih praktičnega pouka pa je to 1100 ur letno. V nadaljevanju boste pozvani na koncu, ko se pogovarjamo, konec tele teme je namenjen delu v skupinah, in v okviru tega bi mogoče že zdaj lahko začnete razmišljati, v okviru tega smo se odločili, da vas poprosimo, da nam pomagate natančneje definirati ta pojem, kaj je to neposredno izobraževalno delo letno oziroma tako imenovane kontaktne ure. Ampak kot že rečeno, več o tem kasneje. Zdaj pa, če se vrnemo nazaj, je že kolega Boštjan povedal tudi, da se pa seveda upoštevajo tudi posebnosti izobraževanja odraslih in navodila o prilagajanju, predvsem na točki svetovanja. Jaz bi na tem mestu še enkrat poudarila, da gre za elemente za določitev cene, ne pa za sistemizacijo delovnih mest. To se mi zdi zelo pomembno, da se razumemo. V nadaljevanju bi zdaj potem prišla kar konkretno na pač te vrste programov, o katerih smo se pogovarjali, in sicer, da se določi cena programa na udeleženca, je nujno potrebno si opredeliti tri elemente, tri skupine elementov, in sicer najprej je potrebno ugotoviti, kakšen je obseg programa, potem je potrebno ugotoviti, kakšen je normativ za število udeležencev v skupini in seveda kakšen je normativ za financiranje. O normativu za financiranje smo se že prejle pogovarjali. Normativ za število udeležencev v skupini za izvajanje osnovne šole za odrasle pa je v tem primeru 18, največ 18, v kombiniranem oddelku največ 14. Tule bi želela opozoriti, da je treba ta dva normativa gledati kot zaščitna normativa z vidika ohranjanja in zagotavljanja kakovosti izvedbe izobraževanja. Namreč število udeležencev je zagotovo lahko tudi manjše, višje pa ne sme biti, ker ceno seveda postavljamo na glavo, na udeleženca, je glavarina. V programu osnovne šole, poleg stroška dela določimo še stroške dela na spremljajočih delovnih mestih v tisti višini, ki sem vam jo prej že pokazala, in v izvedbeno, potem, če pogledamo program osnovne šole, zdaj pa upam, da se bo to, da bomo morali malo premakniti. Obvezne ure programu so navedene v prvi vrstici, veste, da je minimalna izvedba 95%. Tako smo določili dve ceni, in sicer določili smo povprečno ceno za razrede od 1. do 5. in povprečno ceno za razrede od 6. do 9., pri čemer je 6. do 9. razred nekako dražji, in sicer za faktor 1,24. Potem smo v nadaljevanju še dodali 18 ur svetovanja na udeleženca v skupini, tako da v primeru, da je 18 udeležencev v skupini, kot smo prej kazali pri normativih, se pri izvedbi recimo, 8. razreda, kjer se izvede 420 ur programa, se hkrati za vseh 18 ur svetovanja prizna skoraj toliko svetovanja za vse udeležence, 324 ur svetovanja. Sicer pa
ceno dobimo tako, da enostavno vzamemo ustrezen delež stroška dela učitelja. Mi smo rekli, da je strošek učitelja, se pravi letna plača je za, kot smo jo prej prikazovali, je za 880 ur, za 300 ur je to recimo približno tretjina. V nadaljevanju smo upoštevali tudi jezikovne inačice v primerih, da se program osnovne šole za odrasle izvaja na narodno mešanih območjih in sicer dodajamo v povprečju 80 ur dodatnih za slovenščino, italijanščino, madžarščino in tako naprej kot jezik okolja za razrede od 1. do 5. oziroma 90 ur za razrede od 6. do 9. Cena je potem v tem nadaljevanju še za 1,27 višja. Tudi tu priznavamo 18 ur svetovanja na udeleženca v skupini, kar zopet rečeno pomeni dodatno plačilo 324, dodatno financiranje 324 ur svetovanja. Povedali bi, da iz razloga, ker smo priznali pač to dodatno svetovanje in ker smo šli na maksimum pri izbirnih predmetih, tisti, ki poznate program osnovne šole za odrasle, veste, da je en del izbirnih predmetov, kjer je moč izbrati več ali manj. Mi smo upoštevali maksimum, upoštevali smo tudi dodatne ure za jezik okolja, nismo pa iz teh razlogov potem pa upoštevali ur za oddelčno skupnost in tudi ne ur za dopolnilni in dodatni pouk, kar menimo, da smo preko svetovanja upoštevali in preko maksimuma na izbirnih predmetih izbrali dovolj. Skratka, program osnovne šole je cena določena tako, kot smo predstavili in jo bi objavili za vsako proračunsko leto na spletni strani ministrstva in sicer pač za program osnovne šole za odrasle za od 1. do 5. razreda, za ostale pa bi veljali tu navedeni faktorji. V nadaljevanju pa zdaj prehajam na določitev cene programov za pridobitev poklicne in srednješolske izobrazbe. Tudi tu pač uporabljamo, da tako rečem, v obsegu, za obseg uporabljamo veljaven predmetnik in sicer programa ekonomski tehnik. Za program ekonomski tehnik smo se odločili, pa ga bom zdaj tudi pokazala, ker je nekako najbolj splošen in uporaben za vse ostale primerjave. Zaradi spremenjene izvedbe izobraževanja odraslih je pač iz programa odšteta športna vzgoja in pa interesne vsebine ali kaj je to, interesne dejavnosti. To potem zmanjša celoten nabor ur na 4115 ur in ker gre za program srednjega strokovnega izobraževanja, izhaja iz tega fond letni 1030 ur. V nadaljevanju so ti podatki, ki smo jih prej videli, preneseni v tole tabelo in sicer v tejle vrstici je razvidno, da 100% izvedba v rednem izobraževanju zahteva 5715 ur po predmetniku, pri čemer se na leto v povprečju, deljeno 4, izvede 1429 ur. Cena na udeleženca na letnik po ceniku Ministrstva za izobraževanje
je bila, bom rekla, še do nedavna, no, lani, mislim, ene pol leta nazaj, 3006 evrov in 15 centov, se pravi na letnik. Trenutno po novem sklepu je zdaj 2961, pač je že padla, ne, ker se morala sredstva znižati, se veste. Če se 100% izvede program v obliki, kot je ustrezna za izobraževanje odraslih, se pravi brez športne vzgoje in interesnih dejavnosti, pridemo na tale fond ur, a ne, in letno je to 1030 ur. S procentualnim izračunom je jasno, da se izvede nekako 72%. Če bi se 100% program izvedel, bi se v resnici že izvedel 72%. Potem smo pa v delovni skupini, a ne, in pa na osnovi odzivov udeležencev nekako ugotovili, da se v največ primerih izvede nekako 30% programa oziroma morda največ 50, in izhajajoč iz teh podatkov smo pripravili pač ustrezne procente, a ne, kot jih, bom rekla, matematika pokaže. Zaradi specifike izvajanja programov za odrasle smo zopet tudi tu na posameznega udeleženca dodali 18 ur svetovalnega dela, in sicer na program. Kar pomeni, da bi bilo treba za polni delovni čas, tako malo spet za primerjavo, a ne, če bi nekdo samo svetoval udeležencem, bi moral v enem letu, a ne, skozi njegove roke, da tako rečem, se grobo izrazim, bi šlo samo 116 udeležencev. Je pa seveda to podatek za 4 leta, a ne, tako da upoštevajoč, da so leta 4, a ne, lahko, bi po teh 18 ur, če razdelimo, prišlo na 4 ure in pol na leto, kar je malo več, kot je mislim, nekaj več, kot je v srednjem šolstvu, kjer odpade dobre 4 ure na dijaka v letu. Pri 3-letnih programih pa je seveda teh 18 ur, potem bi se šlo na 6 ur na svetovanja na udeleženca. Strošek, a ne, izhajajoč iz tega za 18 ur je tale, a ne, na program oziroma na leto, če bi bilo, ne, je pa 88,97 evrov, izhajajoč iz tiste cene, o kateri smo se pogovarjali že prej, strošek dela učitelja, ne. V tem kontekstu svetovanja, ne, mislim, to je tema, o kateri je govoril prej že kolega Boštjan, da je še pač na skupini ostala odprta. Zdaj, izhajajoč iz navodil za prilagajanje in spet, bom rekla, prakse, razgovorov na skupini, smo tule nekako definirali te elemente, a ne, svetovanja. In sicer kot uvodni pogovor, potem priznavanje, analiza učne skupine, priprava izvedbenega načrta, osebni izobraževalni načrti, razni razgovori, spremljave, samoevalvacije. Želeli bi vam samo pač obrniti pozornost na to, da 18 ur za udeleženca v skupini z 20 udeleženci pomeni 360 ur in upoštevajoč 40-urni delovni teden, pri nas pa 8-urni delovnik, je to 45 delovnih dni za skupino. Tako da bi to tudi dali v razmislek z strani, mislim,
udeleženci delovne skupine, ki prihajamo z ministrstva, nekako menimo, da je ta fond 18 ur v tem smislu zadosti. Tu se postavlja še vprašanje, kaj bodo rekli recimo tudi ostali, ko bo to šlo še recimo medsektorsko v hiši, finančna služba na primer. Poleg tega pa bi želeli zopet za potem v nadaljevanju za delo v skupinah še enkrat opozoriti na to število izvedenih ur pouka na letnik, te kontaktne ure z udeleženci, kjer govorimo o predavanjih, konzultacijah, vajah, izpitih, svetovalnemu delu izvajalca programa, učitelji, ker tudi učitelj svetuje v nekem delu, ker pri učitelju imamo, kot veste, učno obveznost in pa delovno obveznost in en del razlike med učno in delovno obveznostjo je zagotovo tudi različno svetovanje v okviru samega izvajanja izobraževalnega programa. Tako smo v nadaljevanju zadevo upoštevaje teh 18 ur svetovanja na udeleženca, izoblikovali to tabelo, iz katere izhaja pač delež cene in dejansko, bom rekla, tudi cena programa. Se pravi, nekdo, ki bi se lotil izvajati, ne vem, recimo program neekonomski tehnik, bomo najdli enega drugega in bi izvajal 300 kontaktnih ur v programu letno, bi pač se program vrednotil v tejle višini 23,84%. Zdaj, če pokažemo, kako ta cenik zgleda, recimo ekonomski, zdaj ne vem, zakaj je tako, ekonomski tehnik je tam nekak 164, jaz upam, da se kaj vidi. Ja. To je pač trenutna cena in vzame se ustrezni delež. Če bi bil pa gradbeni tehnik, bi bila pa, ne vem, 2800. Cene so zelo približne, variirajo tako 100 evrov gor dol. Razen v primeru, ko gre zopet za izvedbo na narodno mešanih območjih, kjer bi seveda upoštevali tudi to razliko. V nadaljevanju bi potem samo še prikazala zadnjo skupino, ki v tem smislu ni čisto nič različna. To so cene programov za usposabljanje in izpopolnjevanje, ker se zopet vse vzame kot po sistemu za osnovno šolo delež učiteljevega dela in se na njega določijo v istih odstotkih strošek dela spremljajoče dejavnosti in pa materialni stroški, pri čemer pa upoštevamo 15 udeležencev v skupini, razen v programih, jezikovnih programih usposabljanja in izpopolnjevanja, kjer se za financiranje upošteva lahko največ 10 udeležencev. Razlika je tudi v tem, da priznavamo poleg predmetnika še 5 ur svetovanja za vsakega udeleženca. V nadaljevanju bo minister določil ceno programa na udeleženca za različne skupine programov. Navedli smo nekaj takih obstoječih, ki jih že poznamo, pa potencialne nove. Nagibamo se tudi k temu, pa do realizacije nekako še nismo prišli, da bi morda se objavila samo vrednost za 1 uro programa. Potem pa bi se v primeru, da gre za programe, kjer izvedba poteka tako, da se udeleženci delijo v manjše skupine, da se pač cena dviga, vrednoti z nekim faktorjem, odvisno od tega,
koliki del programa se izvede v manjših skupinah. Imamo varianti, da je 30% in sledi faktor 1,3 ali pa 60% in je potem to delo v manjših skupinah vrednoteno s faktorjem 1,6. Potem imamo pa še dve dodatni skupini drugih programov splošnega izobraževanja, in sicer v eno sodijo študijski krožki, in sicer krožki, katerih trajanje ne bi doseglo vsaj 30 ur, in ti bi se vrednotili s faktorjem 0,5 glede na ceno na udeleženca v programu, ki obsega sicer 60 ur, ampak se sofinancira največ 10 udeležencev. Posebna cena je tudi za programe za pridobivanje temeljnih zmožnosti in drugi podobni programi, kjer pa trajanje dosega tudi vsaj 30 ur in je vrednoteno s faktorjem 0,50, glede na siceršnjo ceno udeleženca v programu 60-urnem, pri čemer se sofinancira največ 15 udeležencev. To bi bilo zdaj z moje strani vse, pa bi jaz, Boštjan, tebe ponovno pozvala. Hvala lepa, Nataša. Snov je kar zahtevna, ne? Zdaj mi, seveda ostane tisto, kar je tudi ostalo pravzaprav ne usklajeno, da tako rečem, ker smo ostali na različnih bregovih. Tale 6. člen, ki govori o dejavnostih potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih, je zdaj predpostavka, da imamo tu zdaj neko javno mrežo, neko mrežo ljudskih univerz, kjer zagotavljamo tisto temeljno, o čemer je govorila državna sekretarka, tisto, kar je nek, tako rečem, lahko rečemo javno dobro, standard, to, kar država zagotavlja iz teh razlogov, ki jih je navajala, ki jih jaz ne bom ponavljal, čeprav smo kljub temu, da se Ida Srebotnik tega boji, mislim, da z njo o tem ne govorimo tako natančno, govorimo zelo natančno o teh stvareh z njo. Skratka, če bi imeli takole mrežo za 100.000 prebivalci in tako naprej, ki jo še nimamo, potem bi mi videli, da bi za te naloge, ki so tule naštete, financirali 2 strokovna delavca iz državnega proračuna. Zdaj zakaj? Za razvojno delo, za prilagajanje programov, za informiranje in svetovanje, za ugotavljanje in vrednotenje predhodnega znanja, za promocijo, za središča samostojnega učenja, predlog je bil za kvaliteto. O tem smo si malo dopisovali in si pojasnjevali, a skrbimo za kvaliteto ali ne. Lahko napišemo še 5 alinej, ne da bi za to povečali iz 2 na kaj več. Zdaj, je to k čemu prispeva ali ne, jaz ne vem. Mislim, da so te alineje tudi meni pravzaprav odveč. Če bi rekli za tisto temeljno dejavnost, ki je potrebna na neki točki, na 100.000 prebivalcev, pa da se znamo sporazumeti, kaj to je, vi strokovno, potem bi jaz pravzaprav tega tudi ne rabil. Vi pravite ne 2, 4 in tako naprej. Tu smo ostali nedorečeni, smo na 2 točkah. Eno je, kaj je vsebina tega, in drugo, kaj je obseg, ki se izrazi potem v obsegu. To bi bila seveda pravilniška podlaga za to, da bi se bodisi na javnem razpisu, bodisi z direktnimi, tako rečemo, odločitvami ministra, tole financiralo predvidljivo, stabilno in transparentno. Mi smo seveda tule, hkrati vemo, da če bi kar tako pustili, da je treba zapovedati, če bi to financirali, da je treba na nek način zapovedati, torej organizacije so različne, imamo take, ki imajo 15 zaposlenih, pa take, ki imajo 2 zaposlenega in seveda to ne more tale ključ biti kar za vse enak, in bi imeli potem seveda v ustreznem deležu. In treba je zapovedati, da tako rečem, da tisti, ki
ki to so tam, ne, za tiste naloge, ki sem jih naštel, morajo tudi nekaj neposrednega izobraževalnega dela opraviti. Ne. Tu je napisano, ne, tu od 240, ne, nekateri mislijo 2400, mislim, da zaenkrat smo govorili o minimumu. Seveda je vse tole, ne, odvisno, govorimo o sofinanciranju tega, ne, to je odvisno od tega, kakšen bo proračun in koliko bomo dobili sredstev v državnem proračunu. Pravilnik ne more zagotavljati denarja, pravilnik pove, kako se to določi. Ali denar je ali ni, je pa stvar državnega proračuna, vsakoletnega in postavk, ki bojo tam zapisane. Mi tule je nekaj, kar je pravzaprav kolegica Nataša je že tu povedala, ne, kaj je polni delovni čas, kaj je obveznost izvajanja neposrednega dela. Tu nismo nič zviševali, da tako rečem, primerjavi z drugimi deli sistema, celo, bi rekel, malo nižji smo, da tako rečem, ne. Tako da ne bi sindikat se dvignil, da smo nekaj, da hočemo z normativi kaj dvigant, ne. Skratka, ostajajo iste stvari, ki so uveljavljena sicer v celem delu sistema in jih ne mislimo nič drugače obravnavati kot drugi del. Kaj sem to je že bilo? Ja. Pardon, nazaj. Pritiskam napačno. Zdaj, kako bi to potekalo, ne, mi bi morali, zato, ker smo rekli, da bi, ne, prej smo slišali, ne, nevladne pa društva pa in tako dalje. Tam imamo v sedaj veljavnem zakonu neko določbo, ki je bila takrat, ko je bila sprejeta leta 96, bila morda ustrezna, danes pa najverjetneje ni več. Zato bi mi tisto določbo s tem pravilnikom toliko nadgradili, da bi minister določila merila za financiranje tehle zvez, organizacij, društev in tako dalje, ki so pomembna po našem mnenju in bi seveda bilo to vezano na javni interes, skratka nek postopek, ki ga potem že poznate. Skratka, novo bi bilo to, da bi minister neka merila določil, kjer bi povedal, ne, kako bi se financirale te zveze in ta društva. Nismo navajeni, pa bi morali se uveljaviti to, ne, iz sredstev državnega proračuna se dobijo od ministrstva, se dobijo sredstva potem, ko je podpisana pogodba ali sprejet ministrov sklep, mi pa bi radi, ne, da bi pogojevali ta sklep in del te pogodbe z deležem, ki ga mora dati lokalna skupnost. Mi smo nekaj pogovorov, kolegica Katja Dovžak je to omenila, mi smo nekaj pogovor z občinami imeli, kjerkoli smo se pogovarjali, so se župani v načelu s tem strinjali, nismo govorili o podrobnostih, ne, navsezadnje je to še se možno pogovarjati, je to tretjina, je polovica ali karkoli, ne, ampak to, da je pripravljenost lokalnih skupnosti, da če država pripravljena dati evro, ne, da tudi oni dajo evro, ne, če smo tu, zapeljemo stvar tako, potem bi to bilo na nek način nekaj garancij za stabilnost. Verjamemo, da mi bomo v nadaljevanju, imamo takle načrt, ne, danes z vami govorimo, pravzaprav to je izjema. Na tak način nismo govorili z višjimi šolami, na tak način nismo govorili s srednjimi šolami, da bi takole podrobno v takem auditoriju pripovedovali, kako so te stvari. To se je delalo v ožjih delovnih skupinah, pravilnik in konc, ne. Mi tu poskušamo dobiti argumentacijo za vse, kar mislite, da je napačno, ne. Povejte argumente. Ne, meni se zdi. Mi smo tu, kot vidite, vse zelo podprli z vsemi številkami. Nobena številka ni na pamet, nobena številka ni čez prst. Ne, vse smo poskušali zargumentirati. In tam, ker smo imeli različne argumente, smo pač ostali neusklajeni. Mi bomo potem, ko danes dobimo od vas različne odmeve, opozorila, argumente, bomo še enkrat se sestali,
pripravili gradivo, potem bo šlo to gradivo javno obravnavo, takrat ga bojo videli drugi, takrat ga bojo videli drugi resorji, takrat ga bojo videli občine in drugi deležniki. In ko bomo dobili od njih javno odmev nazaj, potem gremo mi k ministru na njegov kolegij in mu povemo, kaj imamo, kaj smo dobili, kakšne pripombe imamo in kaj predlagamo. In potem gre stvar medresorsko usklajevanje in potem gre stvar v ministrov sprejem. Tako da tisti, ki ste me opozarjali, ne hiti, nič ne hitimo. Mi smo v fazi strokovne priprave nekega gradiva. Nič še ni odločeno, imamo pa argumente. Imamo argumente in imamo izračune. Kdor misli, da je kaj narobe, mora seveda povedati argumente in drugačne izračune. A ste zadovoljni s predstavitvijo? Skratka, ponavljam, nič se ne izmikamo, vse smo povedali, nič ni pod mizo. Če hočete kakšen izračun, ga Nataša lahko še bolj natančno pojasni. Povejte vaše argumente, tisto, kar niste razumeli, zdaj vprašajte. Jasno pa je vsem, da ta pravilnik ne more zagotoviti financiranja, da je to odvisno od drugih inštrumentov, je pa način, kako se bo vedelo, kako je možno sredstva primerno natočiti v sistem izobraževanja odraslih. Dobila sem mikrofon. Hvala. Ema Prme. Jaz bom govorila zdaj kot strokovnjak področja izobraževanja odraslih. Sicer pa kot predstavnica Urada za razvoj izobraževanja. Pa imam pravzaprav zato, ker sem že precej časa na tem področju, nekaj vprašanj, ki so povezana, bom rekla, s stroko, ki naj bi tudi najbrž je stala za urejanjem teh podlag, ali pa mogoče bo treba še kakšen razmislek narediti, ne vem, jaz imam premalo informacij, zato bom vprašala. Najprej pravzaprav nisem zasledila, pa mi oprostite, če sem preslišala, standard strokovnih delavcev, kateri so, jaz sem iz predstavitve razumela, da govorimo samo o učiteljih, pa seveda o svetovalnih urah, ki sem jih jaz razumela, da smo jih zapakirali v učiteljsko delo. Me boste popravili, pa grem naprej, če dovolite, samo toliko, da bomo poskušali biti čim bolj koncizni. To je nekaj, kar me pravzaprav, bom rekla, malo skrbi. Namreč Andragoški center je pravzaprav že pred leti začel z kar natančnimi analizami, katere vse profile strokovnih delavcev na področju izobraževanja odraslih imamo, oziroma kaj pravzaprav ti počnejo. To je povezano seveda potem tudi z nadaljevanjem tehle ur, ki jih obravnavamo po formalnih programih, pa potem seveda po neformalnih. Kaj me bega še v povezavi s tem je to, da ko govorimo, ali pa ne vem, mogoče šlo za nerodno izražanje, ko govorimo o 100% izvedbi programa, takrat, ko je Nataša govorila o formalnih programih, sem večkrat zasledila, če bi se zares izvajali v 100%. Jaz mislim, da se v izobraževanju odraslih tudi sicer reči izvaja v 100%, ker sicer bi težko pravzaprav podelili javno veljavno listino. Verjetno pa gre tukaj za diskrepanco v razumevanju izvedbene oblike, pa me popravite, če se motim. Potem bi pa seveda se dotaknila še dejavnosti in neformalnih programov. Če mi boste prosim malo razložili, jaz sem težko si izračunala ali pa predstavljala, kaj pomeni zdaj 0,5% oziroma tisti faktor 0,5 na kaj, pa povezava izvedbe 60 ur, pa minimalno 30. Tukaj bi prosila malo za razlago. Potem bi pa še nekaj, tisti 6. člen, jaz verjamem, da je seveda pri nas zelo pomembno, da se zavarujemo zakonsko
Imam pa malo težavo, ker se Slovenci 96-krat opravičujemo, pa nekako, bom rekla, ščitimo zakonodajo, pa jo pa tako ali tako ne upoštevamo. Zadnja alineja 6. člena je pravzaprav opredeljena že v zakonu in seveda tudi v zakonu o izvrševanju proračuna, tako da jaz te prav posebej tja noter ne bi dajala, ker sem tudi nekako mnenja, da je že zdaj pravzaprav resnica taka, da toliko, kolikor imamo, lahko razdelimo, ne glede na vse to, kar je opredeljeno v normativih. Potem imam pa še eno vprašanje, kaj sodi v spremljajoče dejavnosti? Zato, ker me malo bega, jaz sem tam razumela, da bi bilo lahko tudi tisti dodatek, ki sodi tudi k plačam, ali kaj svem kaj. Spremljajoče dejavnosti, ne vem, so lahko tudi delo organizatorja izobraževanja, mi imamo pa sicer v zakonu opredeljenega organizatorja izobraževanja. Hvala lepa. Zdaj bom Natašo prosil, ker bo kaj zelo podobno. To, da govorimo o učiteljih, je samo zato, da bi se videlo nekaj. Nihče ne misli, da so tu samo učitelji. Nataša je že v svojem uvodu govorila o najverjetneje strokovnem delavcu, karkoli se mu že reče. Ključno je to, da se uporabi za njegovo ceno 39. plačni razred. Lahko bi se uporabil 34. Lahko bi se uporabil 29. Je pa 39. Vi imate malo ljudi, ki so realno v 39. razredu. Malo jih imate, mlajši ne morejo biti in tako dalje, tako da zadeva je, mi vemo, v srednjem šolstvu je realno, so plače v povprečju na 37. plačnem razredu, kar pomeni, da natakamo v sistem nekoliko več, kot je realna zasedba. Tako da ne se bati učiteljev, to je zgolj, zato tudi nobenega učitelja ne bo v pravilniku. Nataša je samo pojasnila, kaj je vzeto kot izhodična zgodba. Definitivno ne govorimo tukaj o kadrovskih pogojih, pa kdo kaj izvaja. Tukaj se postavlja samo pač cena na strokovnega delavca na 7. stopnji zahtevnosti, ki cena je pa enaka, če bi pogledala recimo katalog delovnih mest v javnem sektorju, ki velja za izobraževanje, je ista za to delovno skupino. To je svetovalec v 5. plačnem razredu, je 39. razred in je to cena tako za svetovalnega delavca, knjižničarja, učitelja. Potem je drugo vprašanje, tisto 100, seveda 100% programa, ki je sicer sprejet na strokovnem svetu za ekonomskega tehnika, 100% nihče ne izvaja za odrasle. To je jasno, že zato, ker je prilagoditev, že strokovni svet rekel, ni tega, pa ni unga, pa ni tretjega. Skratka, 100% ni več. In zdaj smo mi vzeli tisto brez tizga za 100% in od tega zdaj gledamo, kaj je izvedba 30% na 40%. Spet so zgolj elementi prikazani, da bi se videlo, kako do cene pridiš. Nihče ne misli, da bi komu predpisali 100%. Imamo dvoje navodila. Navodila, ki so v pravilniku oziroma v predpisu, ki se mu reče izhodišče za pripravo izobraževalnih programov za poklicno izobraževanje. Tam so navodila za odrasle oziroma del pravilnika namenjen odraslih in imamo posebna navodila ministra, kako se stvar prilagaja. In tam vemo, kaj piše, kako se prilagodi. Nihče ne pričakuje, ne zahteva in tako naprej 100% izvedbe. To je zgolj zato, da bi se videlo, kako se pride do cene. Od nečesa moraš štartati in štarta se iz istih predpostavk, ki veljajo za mladino. A sem prav povedal, Nataša? Ja. 60 ur pa 50 boš ti razložila. Zakaj not navajamo v povezavi z zakonom, oziroma Ema je to povezala z ustreznim zakonom, mi pa pišemo z možnostmi proračuna. To rabimo ali pa ne rabimo noter, lahko se to tudi črta, ne bo čist nič drugače. Denarja bo toliko, kot ga bomo dobili na postavkah, ki jih bomo dobili in če bomo lahko financirali dejavnost 100%, 60%, 30% in tako dalje, je to odvisno od poslancev v državnem zboru.
ne od pravilnika. Mislim, da je pošteno povedati, da ne bi bilo iluzij, ne, da to so zdaj, da tako rečem, merila, to je lijak, skozi katerega natakamo, ne, a bo pa noter natočeno polna cena ali pa kaj manj, je pa vse odvisno od tega, kako bo proračun sprejet in kakšna bo diskusija, ko se bo to dogajalo. Spremljajoči dejavnosti, to je spet en izraz, ki smo ga mi uporabili kot, kako bi rekel, nek skupen zasilni izraz, ne, in ga je Nataša poskušala obrazložiti. Gre za administrativno-tehnične zadeve, ki so izražene v odstotku na delo strokovnega delavca. Ne, samo to je, ne uvaja nobenih novih dejavnosti, nič takega ni. Lahko, če tudi tega ne bo not pisalo, nič ne, to je samo naša razlaga, kako smo prišli do cene. Zato da bi bilo ven transparentno, da smo na ceno tega dodali toliko tega. Zakaj? Ker smo pogledali cel sistem, kako funkcionira in se je stvar iz tega je to ven padlo. Malo moti, ne, ker smo hkrati razlagali eno, kar bo materija člena in drugo, kar smo razlagali, kako smo do tega prišli. Ja, jaz mogoče bi bil, mislim, da je bil v prejšnjem pravilniku bolj izraz tako podporne, ne, se je malo od podpori govorilo, to je pač učiteljski del, ne, oziroma izobraževalni del, ki se izvede programa, zahteva tudi neko podporo, se pravi administracijo, računovodski del, hišnika, čistilko, laboranta, ne vem, ne. To je tistih skoraj 17%, ki jih dodamo na ceno. Mogoče izraz ni najbolj ustrezen, ampak izraz podporna dejavnost, ki jo sicer uporabljajo, pa si nismo mogli privoščiti uporabiti, ker je uporabljan že drugje in sicer za svetovanje, ne, podporne dejavnosti v izobraževanju odraslih, svetovanje. Sicer pa morda siceršno logiko izračuna cene programa najlažje takole prikažemo, ne, denimo, da bi en program imel 880 ur. V tem primeru bi za izvedbo tega programa prejeli celotno tisto ceno, ki je bila tam navedena za 39. razred. Za vse ostale se prejme pač ustrezen delež, kolikor je navedenih ur. Potem pa v nadaljevanju nekatere tako dobljene, bom rekla, cene za programe opremljamo še s faktorji. V primeru, kjer gre za delitev v manjše skupine, ne, se pač ta cena ustrezno malo poveča. V primeru tam, ker si govorila Ema, pa se pač ustrezno zmanjša, ker je število ur manjše, ne. Štartali smo nekako 60 ur in ko je 30, je pač cena pol nižja. Jaz bi rad pa kot član te skupine povedal, da se ne strinjamo še z eno stvarjo. Namreč tako mi kot Zveza srednjih šol, izobraževanja odraslih, pa društvo, menimo, da bi javna mreža morala pravzaprav vsebovati vse organizacije javne, ki izvajajo izobraževanje odraslih in ne samo ljudske univerze. To je, mislim, da pomembna teza, zato ker dokler se bo v pravilniku pojavljala seveda ta dikcija, ki je zdaj, bomo imeli mi silne težave podpreti ta pravilnik. Moram to povedati. Hvala. To sem jaz povedal, če si dobro poslušal, sem to povedal. Ja. Ja, Nevenka Bogataj z Andragoškega centra, pozdravljeni. Jaz zelo pozdravljam primerljivost z učitelji in tudi vaš poudarek, da boste upoštevali specifike. Zelo me pa skrbi razdalja med pravnim razumevanjem takih dokumentov in temi načelnimi zadevami, ki ste jih zelo lepo predstavili, in pa konkretno prakso. Ta razdalja je velika in logično je, da pri posploševanju specifike izginjajo. Zato bolj si zelo želim, to je tudi moja pobuda, da vi predstavite kar konkretni primer,
Jaz bi prosila za študijske krožke, ki so drugega profila, jasno ne učitelj. Mentorjevo delo je konkretno raziskano in opisano s kompetencami prav tako. In seveda sem zelo vesela vaše današnje informacije, da niso umeščeni med neke druge programe, ki zlahka v neki fazi tudi izginejo. Imajo namreč 21-letno prakso in so bili pionir, zato težko sprejmejo, da so kar neki drugi, a ne? Danes ste pa pač neko novejšo verzijo pokazali, tako da jaz dajem ponovno, mislim, da 4. pobudo, da se konkretno zanje izračuna, kaj bo zdaj ta primerljivost konkretno pomenila za mentorja študijskega krožka, ki dokumentira 30 ur dela. Hvala lepa. Ja, jaz mislim, da smo sledili pobudi. Vključili smo, povedali smo na udeleženca in na koliko udeležencev, kolikšna se zračuna cena. Kako se to realizira, ali z mentorjem, ali z 2 mentorjema, ali na kakšen način, to ni stvar tega, ko se določi cena. Stvar se lahko financira po taki ceni, to je lahko vredno, lahko diskutiramo, ali je cena, ki smo jo postavili, ustrezna ali ne. Ampak s tem pravilnikom zagotovo ne reguliramo ne organizacije, ne specifičnih izvedb in tako dalje. To je vse kako ćem vam povedati, ne? Odločitev v celotnem sistemu šolskem. Mislim, da je pri odraslih še pomembnejše to poudariti, ne? Ni, da bi mi bodisi z pravilniki o financiranju, bodisi s kakšnim drugim predpisom določali več, kot je potrebno, regulirali več, kot je potrebno. Zlasti na področju izobraževanja odraslih je regulirati več, kot potrebno, lahko zelo narobe. Imamo pa mehanizme za to, da tisto, kar se dogaja, je treba pa spremljati, je treba dokumentirati, je treba skrbeti za kvaliteto, je treba določati celo vrsto pogojev, da se stvar vpiše v razvid, izpolnjen pogoje in tako dalje. Vse to je na liniji skrbi za kvaliteto. Organizacija, bože mili, celo v rednem formalnem izobraževanju sproščamo organizacijo, sproščamo proces in reguliramo samo rezultat. Tako da jaz tu ne razumem vaše pobude, da bi regulirali več. Mi povemo, takale bo cena, a boste pa vi delali z 2 mentorjema ali s 3, a boste delali v 2 delih, a boste delali na 2 lokacijah, to je vaša stvar. Ja, jaz bi se tudi oglasil, Andrej Sotošek, Pedagoški center Slovenije. Mislim, da smo zdaj dobili dobro, jaz sem zadovoljen eno takšno informacijo, ki nas lahko zopet približa. Zdaj, vsekakor res mislim, izhodišče je, da govorimo o programih, ne? Programi definitivno so stvar primerljivosti in pa seveda normativov z primerljivimi programi in tukaj bodo verjetno strokovnjaki povedali praktiki, ali je to v redu ali ne. Verjetno pa izhodiščna točka teh javno veljavnih programov, ki so financirani iz javnih sredstev, je, da se pokrijejo stroški, ni pa tu zdaj cilj ostanka prihodka nad odhodki. Tako da tukaj mislim, da je to izhodišče. Bi pa mogoče to drugo del normativov pokomentiral, kjer se razhajamo, se pravi na teh 2 ljudeh, 2 do 4 ljudi. Tukaj me je moče ta predstavitev kolega Zgonca pomirila, da lahko pridemo zraven, skupaj. Namreč zakaj? Če smo dobro poslušali, če sem se zmotil, mi bo popravil, da je to stvar dejansko financiranja budžeta in pa seveda sklepa ministra, v kakšnem obsegu bo financiral. Tako da zdaj seveda ta iluzija, ko smo imeli, da bomo financirani 100%, je verjetno vprašljiva, ne? Tako da tukaj potem ni dileme več, ali napišemo 2 človeka ali 4, ker bomo financirani budžeta v obsegu, ki bo na voljo. Je pa stališče naš stroke ta, da postavljamo zdaj sistem na minimalistični varianti v času krize, ki ga lahko v krizi sfinanciramo, tako kot je bilo rečeno, ne? In seveda zdaj jaz razumem sistem, da ga postavljamo na dolgi rok, tudi recimo vsaj do 2020 pa še čez, ne? In kaj se bo zgodilo v času debelih krav, ne vemo, ne? Lahko da denarja, ne vem, čez 5 let pa 4 bo,
vendar mi bomo zabetonirali z normativi na tem minimalnem nivoju. Ne? Zato je smiselno mogoče res razmišljati, da postavimo malo bolj optimistično varianto in seveda v vsakem primeru bomo pač nekje odvisni od sklepa ministra in pa višine sredstev, ki bodo v budžetu letno na razpolago, verjetno letnem načrtu izobraževanja odraslih. Tako da jaz mislim, da tukaj bi lahko prišli skupaj, tako da tukaj, tudi če bomo postavili 4 ljudi noter, tako kot je kolega Zgonc rekel, mi napisamo tam še 5 alinej, še kakovost, pa vse ostalo, ker je odvisno od financ. Ne? In če bi šlo tudi 4 ljudi, bo odvisno od financ. Gre za to, da sistemsko postavimo malo bolj optimistično varianto, ker mi vemo iz izkušenj, da vso to dejavnost, ki jo je potrebno speljati v lokalnem nivoju, pa nekje v okolju, je nerealno pričakovati v obsegu 2 polnih ljudi. Tako da jaz mislim, da bo to zopet stvar situacije v okolju in pa sredstva, ki bo na razpolago, in če se zdaj v izhodišču zabetoniramo na 2 ljudeh, dejansko tudi, ko bo denarja več, teh sredstev ne bomo dobili. Hvala. To je znana naša logika, ne, postavimo si malo več, da bomo dobili pol. Ampak pogledajte, realno situacija je pa takale, da če ne bomo mi relativno hitro sprejeli tegale papirja, ob tem, da je diskusija odprta leta 2015, da minister za finance veste, kakšne predloge ima in zakaj jih ima in kaj je prioriteta te države, potem ne, da ne bomo dobili 2. Ta predpis ne bo sprejet, ker pomeni, da ne bomo naredili niti koraka naprej v stabilnost in tako naprej, ki bi si jo želeli. To je realna nevarnost. Zato zdaj navijati na 2, 3, 4, 6 in tako dalje in to vleči recimo še ne vem koliko časa, ne, to po mojem mnenju, ampak tu zdaj imamo državno sekretarko, ki bo o tem odločala na koncu in tako naprej. In jaz vem, da če bomo dovolj pohiteli in se hitro uskladili in prišli v javno diskusijo, to medresorsko usklajevanje, mi kot rečem resor, z vami skupaj kolikor toliko usklajeni, potem je šansa, da pridemo do sprejetja odločitve, ne, če se bo to vleklo nekaj časa, potem se bo začela ena čisto druga diskusija peljati, ki si jo jaz ne želim in ki ne bo v korist celotnemu področju. Vi presodite sami, kaj je bolje. Ampak mislim, da bi zdaj mi imeli eno pobudo. Jaz še imam besedo, prosti. Če si me že prej izval, zdaj bom povedala svoje mnenje. Prva stvar je, da mislim, da si bomo naredili zelo veliko škodo, če bomo hiteli in to sprejeli tako, kot je pripravljeno. To ne vodi ne v stabilnost, ne v transparentnost, kot si rekel, ampak v nestabilnost pa v netransparentnost. Začelo se je dejansko z normativi in standardi že pred leti, ki smo jih potem dali za nekaj časa v predal. Zdaj se je pa to sprožilo spet in sicer spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in sicer spremembo 4. člena. Kjer se definira javna služba na področju izobraževanja odraslih oziroma javna mreža. Po mnenju večine je stroka premalo vključena bila v to razpravo, zlasti v predlogu tega člena, ki opredeljuje, pojavila so se različna mnenja, kot si tudi sam rekel pri njegovi interpretaciji, kar je spodbudilo vodstvo Andragoškega društva Slovenije, da smo imeli javno razpravo, ki se je udeležilo več kot 25 članov Andragoškega društva Slovenije in morda za nekaterih drugih, ki pač zastopajo neke ozke interese. Jaz mislim, da v Andragoškem društvu Slovenije smo je to stanovsko društvo, ki vključuje člane zelo različnih področij izobraževanja odraslih in mislim, da imamo zelo dislociran pogled na to, kaj je to javna mreža. In prva stvar, ki se meni zdi napačna, je sploh današnja diskusija, ki je popolnoma nesmiselna, prvič v takem obsegu in drugič, če nimamo pred sabo niti črno na belem predlogov in zdaj naj na pamet govorimo o nekih cenah in o urah in o številu in tako naprej. To je prvič zgrešeno, tak način. Jaz mislim, da je prvič že pristop k temu popolnoma napačen. Najprej je treba se zmeniti
oziroma začeli bi lahko pri zakonu o izobraževanju odraslih, ki itak ne vem, zakaj je tako strašna nočna mora na ministrstvu, ker ga vedno damo v predal in se v njem nočemo pogovarjati. Zakon o izobraževanju odraslih ali kakršnokoli osnove, ki ureja izobraževanje odraslih, so osnova, da lahko sploh začnemo govoriti o tem, kako naj bi bilo organizirano izobraževanje odraslih, kjer se postavijo kriteriji, kjer se postavijo kakovosti, kjer se postavijo merila, kdo, kako in zakaj se sploh lahko ukvarja z izobraževanjem odraslih. Pa je čisto vseeno, a je to v ljudskih univerzah, a je to na srednjih šolah, ali je to v privatnih inštitucijah s koncesijo. In potem je osnova temu, ko se to doreče, sistemizacija delovnih mest, o kateri smo že tudi neštetokrat govorili, je tudi Ema nekaj omenila in nikoli ne pridemo do konca, zato tudi dajemo primere nekih učiteljev, ki nimajo nobene primerjave z izobraževanjem odraslih, potem temu sledijo normativi in standardi, kar zdajle ni več, kar naenkrat so standardi nekam zginili iz tega pravilnika in jih ni več, in potem sledi financiranje. In to je pot, ki je logična, ki je profesionalna in ki bi morala biti tako zastavljena. In zato se jaz ne morem strinjati s takimi načini parcialnimi urejanja. In tudi vsa ta različna mnenja, ki so se pojavila, nekateri zelo ozko interesni argumenti so med razpravo pokazali, da je zelo težko v tako kratkem času doseči soglasje, kompromis glede vprašanj javne mreže in definicije sploh kaj sodi vanjo. In tako pomembno vprašanje hiteti, kaj se bo pa zgodilo, če ne bomo tega sprejeli, da bomo pač financirali reševali nekih težav finančnih 50 nekih ljudskih univerz, ali kaj, jaz ne vem, ali svetovalnih centrov, ne vem. To jaz ne vem, kaj je v ozadju, ampak vprašanje javne mreže v izobraževanju odraslih zahteva daljšo razpravo, zahteva sodelovanje širše strokovne javnosti, zahteva iskanje celostnih rešitev, ki bi upoštevale vse zakonske podlage, vse strateške dokumente, ki jih ni malo na področju izobraževanja odraslih in ki že natančno določajo nekatera merila in kriterije, predvsem kdo, zakaj, kdaj pa kako se lahko pod določenimi pogoji sploh umesti v javno mrežo, potem je še potem treba tudi prioritete določiti, katere organizacije sodijo, kar seveda ljudske univerze vsekakor so, vendar to ne zagotavlja tak način reševanja dolgoročnih rešitev, niti financiranja, niti sofinanciranja, niti javno veljavnih programov, tako da to je popolnoma zgrešen način. Tudi razmislek, kdo so ustanovitelji, ko si prej omenil, in zato zavezani za financiranje posameznih organizacij, a so to država ali so lokalne skupnosti, ter kateri programi, formalni ali neformalni, a smo to razjasnili, kdo je organizator formalnih in kdo neformalnih programov. To, kar ste zdajle predstavili, je izrazito MOFAS, ki je pač program financiranja srednjih šol in višjih šol in je prirejen za formalno izobraževanje. To se pravi, nima nobenega opravka z neformalnim izobraževanjem. Tako da, kaj so podporne dejavnosti, katere na trgu, to bi morali mi absolutno zdiskutirati in se pogovoriti temeljito, preden se lotimo takih parcialnih rešitev. Zato mi tega v Andragoškem društvu Slovenije 100% ne bomo podprli na tak način. Ja, Meta Gašperšič, Ric Novo mesto in Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. Kot ste rekli že na začetku, bodo normativi podlaga tudi za izračun cene programov oziroma projektov, ki bodo financirani iz evropskih socialnih skladov, kar je še en razlog več, da je ta pravilnik napisan tako, da bo vsak zainteresiran izvajalec znal sam zračunati ceno programa in da bo točno vedel, kaj je v strukturi te cene. Torej, kako lahko poleg učitelja, mi mu rečemo vsaj izvajalec v izobraževanju odraslih, plačano tudi delo organizatorja izobraževanja odraslih,
vseh tako imenovanih spremljajočih dejavnosti po tem pravilniku. V starem pravilniku je bilo jasno napisano 5% od sredstev za plače učitelja, za direktorja, za hišnika, za administratorja in tako naprej. Skupno je bilo to 20%. Zanima me, od kje je zdaj prišlo na 16 in še nekaj. Plača organizatorja, če ni bila vključena v poplačilo plač, je bila tistim inštitucijam, ki tega inštrumenta niso mogle uveljavljati, tudi plačana v določenem oziroma priznana v strukturi cene v določenem procentu. Poleg tega je bilo popolnoma jasno, kako se obračunavajo direktni materialni stroški, pa tudi posredni materialni stroški. Mislim, da je takšen predlog, kot je bil danes predstavljen, korak nazaj od sedaj veljavne odredbe o standardih oziroma pravilnika o standardih in normativih in mislim, da ni potrebno, kot je že gospa Srebotnikova rekla, da gradimo samo na temu, kar velja v sistemu srednješolskega izobraževanja, ampak upoštevamo tudi dobre izkušnje tega, kar je bilo v zadnjih 15-20 letih zgrajeno v izobraževanju odraslih. Precej nejasnosti je v posameznih členih teh pravilnikov, pa morda tudi zaradi tega, ker smo bili do zdaj vajeni drugačne prakse, toliko stvari ne razumemo. Predstavili ste, da bo morala ekipa na 100 000 prebivalcev, če sem razumela 2,5 delavca, izvesti 240 do 2400 programskih izobraževalnih ur. In neke stvari mi, kot recimo tistemu, ki bi trenutno moral delati po teh pravilnikih, ne gre skupaj, kako lahko ta 2,5 človeka izvedeta, če je normativ 880 ur za naprimer izvajalca programa. 2400 deljeno z 880 je že nek strošek za izvajalca, potem še manjka cela vrsta stvari. Tudi to, kar je v 6. členu dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih, je pravzaprav na 100 000 prebivalcev res nekaj, čemur jaz ne bi mogla reči niti minimum. Razumem, da je država v finančnih škripcih, posledično to čutimo verjetno izvajalci izobraževanja odraslih, smo v tisti skupini, ki to v tej državi zelo močno čuti, pa vendar se mi zdi, da takole na široko opredeljeno in prepuščeno izbiri ne bo prineslo nobenih rezultatov in učinkov, o katerih smo celo dopoldne poslušali, da so edino merilo za to, da bo država nekaj in Evropa nekaj denarja namenjala izobraževanju odraslih. 2,5 zaposlena na 100 000 prebivalcev si jaz ne predstavljam, da bosta delala razvojno delo, prilagajanje izobraževalnih programov, informiranje in svetovanje, vrednotenje, središče za samostojno delo, borzo in promocijo. Skoraj bi bilo bolje, da potem tudi tega denarja država ne da v to mrežo, pa ga da kam drugam. Ker s tem prav nič ne bomo odraslim povečali dostopa do izobraževanja in uresničevali ciljev resolucije. Hvala. Ne vem, če ne, jaz poznam kar nekaj področji, kjer imajo veliko manj zaposlenih kot v Novem mestu, ker imate pač veliko zaposlenih na tem področju in za vas ta 2,5 res nič ne pomenita. So pa kakšne po Sloveniji lise, kjer pa nimamo zaposlenih toliko in to pomeni natančno tisto, da država zagotovi tudi tam, kjer nimamo Revoza, pa kjer nimamo Krke, pa kjer nimamo standardov, ki jih lahko si vi v Novem mestu privoščite. Oprostite, če tako povem. Jaz bi rekel še tole, mi smo mislili, da bi vas nekako usmerili v to, da bi v omizjih, ki jih imate, da bi se osredotočili na nekaj vprašanj. Ta diskusija, da se lotevamo stvari popolnoma neprave strani, da o mreži mislimo eni tako ali drugače. Mi danes o mreži nismo želeli diskutirati, ker bi morali potem imeti eno posebno predstavitev, kako si to predstavljamo, zato ker je to zelo zapleteno vprašanje. Mi smo dobili na predlog zakona, s katerim smo hoteli uveljaviti
smo imeli javno razpravo, dobili smo kar precej mnenj in stališč v tej javni razpravi, ki niso taka kot kolegice Ide Srebotnik, ravno obratno, podpirajo to zadevo. Tudi če je to 25 ljudi iz Andragoškega društva, dobili smo mnenja precejšnjega dela občin, za katerimi stoji precejšno večje število občanov in tudi finančnih sredstev. Tako da mislim, da tu je diskusija je odprta in takole reči, to je vse skupaj brez veze, se mi zdi, ne prispeva k stvari. Mi smo že danes slišali dve različni mnenji, ljudi, ki jim jaz kaj zaupam, pa jih kaj cenim, o tem, da pejmo pogledati konkretno stvari, da so nekatere stvari ustrezne, nekatere morda niso in mislim, da taka diskusija lahko prispeva k stvari. Takole je zamahniti čez prst pa reči, to je vse skupaj brez veze, to pa jaz ne vidim, kako je s tem rečjo. Če ne bi nič govorili o tem, potem bi bila velika kritika, da smo v neki evropski skupini nekaj naredili, nikomor nič povedali in smo pač naredili po ne vem kakšnem principu to skrivaj. Povedal sem, mi bi si nič ne skrivamo, želimo v javni diskusiji argumente slišati, take in drugačne, in potem bomo morda našli skupaj najboljše rešitve. Jaz predlagam, da bi vendarle izkoristili čas za to, ko imate tako lepa omizja, da bi morda v teh omizjih se kaj sfokusirali, če pa časa ni. Ja, samo še, jaz že dolgo časa sem držala roko. Torej v okviru Združenja izobraževalnih institucij, Ksenija Turk, predsednica sem in članica Komisije za standarde in normative, tako kot gospod Zlatko. V celoti se strinjam z njimi in s predhodniki, ki so pač povedali svoje mnenje, glede na to, da je to pač prostor, kjer prvič po komisiji pač se pogovarjamo o mnenju določenega pravilnika. V glavnem članice Združenja izobraževalnih institucij smo ravno tako tudi v sodelovanju s članico ministrstva tudi predebatirali pravilnik in vsi smo proti takemu načinu določanja standardov in normativov. Članice Združenja izobraževalnih organizacij so izobraževalne organizacije in marsikatera preko 20 let strokovno opravlja svojo dejavnost izobraževanja odraslih, se strokovno ukvarjajo z razvojno dejavnostjo, pripravljajo nove javne izobraževalne programe, ki jih izvajajo tako zasebne kot javne organizacije, so neposredno povezane z gospodarstvom in mnoge so v času od 91. dalje prispevale velik delež k dvigu izobrazbene strukture prebivalstva Republike Slovenije, še posebej na področju poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega in višješolskega izobraževanja in to v glavnem brez javnih sredstev. Prav zato se strinjamo v tem, da država v celoti še naprej regulira sistem izvajanja javno veljavnih izobraževalnih programov, tako da določa pogoje za izvajanje le-teh in jih preverja, ne glede ali gre za zasebne ali javne izobraževalne ustanove. Komisiji za standarde in normative smo predlagali v okviru združenja, da bi bila osnova za izračun financiranja oziroma sofinanciranja udeleženec oziroma število udeležencev in za tiste udeležence, ki se želijo izobraževati v izobraževanju odraslih in še tega niso koristili v svojem rednem izobraževanju, da pridobijo vavčer. Država bi tako preko vavčerjev lahko ciljno usklajevala politiko izobraževanja, sili gospodarstva in zaposlovanja. Združenje ocenjuje, da bi v primeru financiranja izobraževanja odraslih samo nekaterih ustanov, medtem ko enot pri centrih za srednješolsko izobraževanje in pri zasebnih organizacijah ne, da bi ta dejanja ustvarjala razmere nelojalne konkurence in privilegiran položaj določenih institucij, kar je v nasprotju s smernicami Evropske unije. To istočasno pomeni izločitev zasebnih zavodov iz ponudbe izobraževalnih storitev na slovenskem trgu. Ministrstvo naj se opredeli, ali je izvajanje javno veljavnih programov v javnem interesu, ne glede na to, kdo je izvajalec ali ne.
Ocenjujemo, da v delovni skupini za standarde in normative, kot tudi sicer, nismo razčistili, ali je izvajanje izobraževanja odraslih v javnem interesu, prav tako ne dilemo, ali lahko opravljajo javno službo izobraževanja odraslih vse organizacije, ki jim je pač Ministrstvo za izobraževanje podelilo odločbo za izvajanje dejavnosti. Na področju Republike Slovenije izvajamo izobraževanje odraslih 3 različne strukture organizacij: ljudske univerze, enote izobraževanja odraslih v okviru šolskih centrov in zasebne organizacije. Do sedaj smo delovali in živeli v ustvarjanju normalnih odnosov sožitja in škoda je, da bi taki ali drugačni pravilniki te odnose skalili. Vsekakor pa podpiramo, da bi ministrstvo določilo vrednost posameznega programa, bodisi formalnih ali neformalnih oblik izobraževanja, da bi bilo lahko kadarkoli jasno znano, koliko je vreden program ekonomskega tehnika, koliko program študijskih krožkov in podobno, ne pa da se vnaprej omejuje izvajanje le-teh. Hvala. Vse to smo še povedali že na komisiji, vendar, kot je gospod Zgonc povedal, povsod tam, kjer nismo dosegli soglasja, je pač prevladovalo mnenje ministrstva. Hvala. Ja, saj večina tega pravilnika govori o tem, kako se pride do cene programov, to, kar ste rekli, da podpirate. Meni je popolnoma jasno, da se vi imate svoj pogled na to, ali bi kakšen v državi vzpostavili kakšno omrežje javnih inštitucij, ki imajo, da tako rečem, ki uveljavljajo javni interes, za razliko od zasebnih interesov. Nam je popolnoma jasno, da mi moramo poskrbeti v tistih 2-3 členih pravilnika, ki se dotikajo neformalnih programov izobraževanja odraslih oziroma ne programov za pridobitev izobrazbe, kot je osnovna šola, poklicna šola in tako naprej, da je tam vprašanje, kako financirati tisti del te dejavnosti, ki se na trgu prodati ne da. A veste, mi imamo en del te dejavnosti, zdaj kako ji temu rečemo, smo najbolj posrečno rekli, ne, en del te svetovalne in te dejavnosti je take, da se ne da na trgu. So stvari, ki se dajo prodati, vi prodate jezikovno izobraževanje, vi prodate pridobitev izobrazbe, vi prodate programe usposabljanja za funkcionalno podjetjem in tako dalje, to se da prodati na trgu. Najti človeka, ki ne ve, kako bi si kariero naredil, človeka, ki ne ve, da ima znanje, ki ne ve, kako bi si to dal, da mu potrdijo, ki ne ve, kako bi do tega prišel. Kdo to lahko plača? Kdo oni iz ranljive skupine lahko to plača? Kdo na tistih 100 000 prebivalcev v Pomurju si bo plačal svetovalno dejavnost v neki organizaciji, da ga bomo pritegnili v izobraževanje? Kje je ta trg? Tle država mora vstopiti in zato si mislimo, da rabimo neko omrežje, kjer bomo to zagotovili, ne glede na to, ali se na trgu to plača ali ne. In tle pač smo v konfliktu z izobraževalnimi organizacijami zasebnikov, odraslih, ki pač imajo druge motive, ko se to gredo. Ne trdim, da so ti motivi kakšni grdi, nič ne trdim od tega, so pa drugačni. Ker je normalno. Jaz zdaj vidim, da smo mi prekoračili vse te zadeve. Zdaj, če bi tako na prvi pogled rekel, jaz tule znotraj kar nekaj ljudi poznam, ki so tiho ta hip, pa ne mislijo tako, kot misli. Prosim. Jaz vam tudi še eno bi rekla, jaz se tudi ne bom zdaj spuščala v javno mrežo, ker se mi zdi, da je to res neka druga razprava. Če pa govorimo o pravilniku, ki naj ureja pravzaprav financiranje tega, kar naj bi urejal, imam pa 2 pripombi. Prej ste omenjali kakovost v izobraževanju odraslih. Zelo se strinjam s tem, kar je bilo že izrečeno. Torej, treba je vzeti prakso izobraževanja in razvoj, ki je bil upravljen teh 20 ali pa mogoče še več letih. Ne vidim nobenega utemeljenega, nobene utemeljitveni tukaj, ki bi utemeljevala
in usmišljala pravzaprav, da delate pravilnik na pravilniku, ki velja za formalno izobraževanje v rednem izobraževanju. Ne najdem nobene povezave, tudi če ste citirali Olgo, Petra in Angeliko. To je ena reč. Druga reč, če govorimo o kakovosti in če se pa zdaj primerjamo z rednim izobraževanjem, tam obstajajo tudi skladi, kjer se izdelujejo učbeniki, kjer se, bi rekla, delajo stvari, ki podpirajo učenje in to pogrešam. Teh podpornih dejavnosti se s tem pravilnikom ne financira. Mi imamo, recimo, če vzamem zdaj samo srednje izobraževanje, imamo individualni organizacijski model, recimo, kjer se ne izvede, to pravilno ste ugotavljali, pravzaprav maksimum 30% tistih ur, ki so predvidene z uradnim kurikulom. In vrhu tega se pričakuje, da bomo dosegali enake standarde, pri čemer pa ni ne učnih gradiv, ni ne razvoja na področju novih oblik in metod izobraževanja in to tudi v pravilniku ni nikakor predvideno. Vsaj jaz nisem videla iz tistega, kar sem prebrala in kar sem poslušala. Torej, kje so sredstva za razvoj učnih gradiv, sredstva za razvoj novih oblik izobraževanja, ki so, bi rekla, potrebna, ko govorimo o odraslih. Tudi bi rekla, 39. razred, ne vem, če pokriva, tudi ne vem, če je smiselno. Mi imamo skupine, ki so bolj ranljive in ki so manj ranljive. Delati z nekom v PUM je verjetno precej drugače, kot delati z nekom, ki je zelo motiviran v študijskem krožku. A ne? Tretja oziroma zadnja stvar, s tem bom končala, me pa zanima, zakaj je postavljeno, so programi financirani po urah, 30, 60 do 300 ur in potem ničesar več naprej ne vmes. Ali to pomeni, da se tukaj pravzaprav naj se temu izobraževanju odraslih v prihodnosti prilagaja? Ja, sej mi smo, kolegica je povedala, da je ena od možnosti, da nimamo takih tabel 30, 40, 50, 60, ampak rečemo, 1 ura je toliko vredna. Pa koliko jih je. To je vse še možna diskusija, ampak mislim, da kolega iz Zvezde ljudskih univerz bi rad nekaj povedal. Ja, hvala za besedo, ker nekaj časa sem prosil za mikrofon, pa ga na koncu tudi dobil. Torej, jaz se bom najprej zahvalil za vašo predstavitev. Moram reči, da ste zelo korektno predstavili stvari in tudi povedali, kje se ne skladamo oziroma kje nismo usklajeni. Poglejte, sam delam na področju izobraževanja odraslih 4 leta. V teh 4 letih sem se srečal z dr. Lukšičem, dr. Turkom, dr. Pikalom, dr. Setnikarjem, oziroma dr. Setnikarjev, se opravičujem. In ko sem se prej pogovarjal s kolegicami, kolegice se že 21 let borijo za to, da se končno, res končno v izobraževanju odraslih dobi neka javna mreža. In jaz mislim, da smo danes tukaj videli zelo dobre korake naprej in da je skrajni čas, da se končno ta javna mreža oblikuje in da se v tej javni mreži torej vključijo ljudske univerze. Poglejte, prej smo iz Ministrstva za kmetijstvo slišali, da imajo čebelarsko svetovalno službo, kmetijsko svetovalno službo, gozdarsko svetovalno službo. Pri nas teh stvari nimamo urejenih. V preteklih 6-7 letih so bila leta debelih krav, imeli smo zelo velik denarja, lahko rečem, da tega nismo uspeli urediti. In dejansko je skrajni čas, da se to uredi in da tudi v Beltincih, v Lendavi, v Črnomlju ljudje pridejo do neke enakovredne storitve na področju izobraževanja odraslih. In jaz sicer razumem privatnike in pa srednje šole, ne želim odpirati diskusije z njimi, ne želim govoriti o nelojalni konkurenci tako naprej, ker bi lahko marsikaj povedal, ampak jaz mislim, da je treba s tem pravilnikom nadaljevati in še izpiliti določene pomanjkljivosti in končno enkrat z vselej priti do tega, da ta problem rešimo, zapakiramo in da to, kar je rekel gospod Sotošek, ko bo več denarja, potem gremo na večje število ljudi oziroma na večji obseg sredstev. Nikakor pa si ne želim, da se ta zadeva zopet ustavi, da se zopet da na dnu predala, da zopet čakamo na nekega novega ministra, ministrico in da bomo potem spet prišli po 20 letih do tega, da bomo ugotovili, da spet javne mreže nimamo. Tam sem dolžen vam, gospa, te luči tako svetijo, da vidim samo, da ste lepi.
ne vem pa, kdo je kdo. Zato se oproščam, pa tudi vseh ne poznam več. Glejte, to, ko pravite, tam imamo take službe, pa take podpore dodatno in tako naprej. Mi imamo Andragoški center Slovenije, ki ga financiramo iz celotnega sredstev, ki jih imamo za državnega proračuna, se giba med 12 in 16, 18 celo lansko leto procentov vsega denarja smo dali za to, da imamo Andragoški center, ki nam neke stvari počne, ki mu zaupamo, ki se nanj ga opiramo, ki verjamemo, da je tista podporna dejavnost, ki pomeni razvoj in tako naprej. To ne pomeni, da vsaka ljudska univerza, vsaka zasebna organizacija, vsak nima sam svojega razvojnega potencijala in svojih razvojnih ambicij in tako dalje. To vse je res. Ampak mi vendarle skozi 16 in več odstotkov celotnih sredstev, ki jih imamo letno za izobraževanje odraslih iz državnega proračuna na našem ministrstvu, dajemo za to, da bi imeli ta razvoj, ki mu rečemo v Andragoškem centru. Lahko je še kaj. Nekako ne moremo se sporazumeti o tem, da tale pravilnik o financiranju, ki pove, kako priti do cen, ki pove, kako priti do delitev med tistimi, ki nekaj opravljajo, da ta pravilnik ne pomeni papirja, ki pomeni, kako se ves denar razdeli na ne vem koga. Ta pravilnik nič ne pove, kako financiramo Andragoški center. Nič ne pove. Andragoški center se financira z letnim programom, ki ga sprejme vlada, nič ne pove, po kakšnih cenah. In še stvari so, ne pove, koliko bomo imeli financiranja tega, onega ali tretjega. Pove, kakšne so cene in poskuša v enem členu, samo v enem členu, poskuša tisto temeljno svetovalno dejavnost, ki jo niti ne bi želeli pretirano strukturirati, zagotoviti po celotnem ozemlju Slovenije kot nekaj, kar se ne da prodajati, vemo, in kar ne zagotavlja neko hrbtenico tega temeljnega. O tem se lahko pogovarjamo, koliko je tega, a so to 2 ali 4, Andrej je rekel, sej tako je vprašanje tudi 2, če ne bo denarja. Mi bi radi angažirali lokalna sredstva, 2 mi, pa dajte še vi 2, pa imamo 4. Skratka, tu je neka vzatena ideja, ena politika, kako okrepiti eno centralno, eno ogrodje, eno omrežje, na katerega bi ga lahko potem stabilno razvijali. Mu dali potem tudi skrb za kvaliteto in še kaj. Zdaj, če to za vas se ne zdi sprejemljivo, mi imamo samo 2 organizaciji za izobraževanje odraslih na šolskih centrih. Če je to problem, vam jaz garantiram, da v naslednjih 3 tednih ne bo več. To ne bo več problema. To ni problem, kako imamo tam neko organizacijo, ki ni v mreži izobraževanja odraslih. Je v šolski mreži, je absolutno pokrita, ima kup stvari, ki so zagotovljene, ne da bi bilo to odvisno od tega financiranja. Zato ne na ta način to gledati. Jaz bi zdaj rekel tako, jaz sem danes, mi, ki smo tudi člani delovne skupine, ki smo marsikaj od tega, kar smo danes slišali, rekli na delovni skupini, marsikaj od tega je očitno še, da tako rečem, nesporazum, ne gledamo enako, marsikaj bomo poskušali še razčistiti, dobili smo odmev, jaz mislim, argumentov smo slišali bolj malo, več smo slišali takih načelnih stališč, kar po eni strani prispeva, po drugi strani pa človeku jemlje voljo. Mislim, da ne glede na to, da bomo mi se delovno skupino, ki jo jaz pač ta hip še vodim, bomo še enkrat sklicali, ocenili, kaj smo v tej razpravi, ki je bila, dobili, da rečem, potrditev, kje so največji problemi, če je treba kaj napisati. Jaz se najbolj bojim, veste, da mi napišemo v te papirje neke deklaracije, ki potem nič ne prinašajo. Deklaracije napišemo in potem kaj? Tega se jaz otepam, meni se zdi, da je treba te predpise, ki imajo značaj
značaj akta, ki ga minister predpiše in ga potem se mi moramo držati, da je skozi tak način mi potem imamo na transparenten način, ki ni odvisen od tega ali onega uradnika. Ne, če pa mi odpišemo deklaracije, mi lahko napišemo od spred predstavlja neko preambulo, ne, ki bo vse povedala o izobraževanju odraslih. Vzamemo strategijo, ki jo je napisal kolega Jelenc, pa še kaj, pa napišemo nasilne stvari, kaj od tega bo. Ta papir ima drug značaj. Ta papir ima drug značaj. Jaz bi sam še nekaj dodala, ampak to zato, ker sem poslušala tole audienco, mogoče nam bo pomagali potem pri nadaljnem delu. Mogoče je v že skupini. Čisto, če ne slišimo. Dobro, pa bom pa malo, a zdaj v redu? Nekaj malega bi dodala, ker mislim, da bi nam mogoče pomagalo pri našem nadaljnem skupnem delu. Na tem pravilniku, kakorkoli že, tudi tej ožji skupini, ki bo delala naprej. Jaz sem natančno poslušala kolege in sem preštela 4 združenja, ki so imele svoje pravzaprav pomisleke v zvezi z rečmi, ki so napisane v tem pravilniku. Slišala sem tudi to,